pozdravljeni. Pričenjamo z volilnim zborom. Na začetku vas prosim, tako kot običajno, da izključimo mobilne telefone, da ne bodo motili našega dela. Dnevni red današnjega volilnega zbora je sledeč. Prva točka ugotovitev sklepčnosti, druga predstavitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, tretja točka imenovanje volilnega odbora, četrta točka volitve kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in predstavnikov elektorjev občine Kamnik v volilno telo volilne enote in peta točka poročilo volilnega odbora in imenovanje predstavnika kandidature ter predstavnika občinskega sveta. Ker je dnevni red določen sklepom o določitvi kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in o volitvah predstavnikov občine Kamnik v volilno telo volilne enote, se o njem ne glasuje, zato prehajam na prvo točko dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti. Ugotavljamo sklepčnost, prosim vas, da pritisnete zeleno tipko. Prisotnih je 22 svetnikov, kar pomeni, da smo sklepčni in zato lahko nadaljujemo z delom. Prehajam na drugo točko dnevnega reda, predstavitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije. Besedo predajam kolegu Mateju Slaparju, ukolikor se želi ustno predstaviti, ga pa opozarjam, da je predstavitev omejena na 3 minute. Svetniki pa ste njegovo predstavitev prejeli tudi na mize. Hvala, Igor. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz se obljubim, da teh 3 minut ne bom presegel. Bi pa na kratko povzel, zakaj sem se odločil, da kandidiram za državnega svetnika. Moja predstavitev ste dobili na mizi in v tem ne bom izgubljal besed, bi pa rekel, da 3 točke. Prvič zato, ker pač si želim, da bo državni svetnik prvič v zgodovini iz Kamnika in ker drugih kandidatov ni, sem se jaz pripravljen žrtvovati, malo v hecam se. Zato, ker si želim, da bo Kamničan, drugič, ker si želim povezovati regijo in zastopati probleme naše občine in celotne regije tudi na državnem nivoju, in pa tretjič, ker verjamem, da lahko svojo mladostno zagnanostjo, znanjem in izkušnjam, ki sem si jih nabral, premaknem še kakšen kamenček na državnem nivoju. Tako da si želim, da podprete mojo kandidaturo in da mogoče, če je možnost, poskusite, da bi mojo kandidaturo podprli tudi elektorji na volilnem zboru, ki bo 22.11., če ima kdo kakšno možnost vplivati. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, imenovanje volilnega odbora. Predlog sklepa ste prejeli v gradivu. Predlagatelj je župan Marjan Šarec, poročevalka Sanja Kukovič. Besedo ima Sanja. Skladno z zakonom o državnem svetu, poslovnikom občinskega sveta in sklepom o volitvah pač na naši lokalni ravni se na volilnem zboru izvoli volilni odbor. Zdaj predlagani predsednik Jože Korošec, člana Edis Rujovič pa Nives Matjan. Zato predlagam občinskemu svetu, da ta sklep sprejme. Hvala. Hvala. Želi kdo razpravljati o predlaganem sklepu? Ne. Potem predlagam, da glasujemo o predlaganem sklepu, ki se glasi: Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o imenovanju volilnega odbora. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 23 svetnikov, vsi za. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Glasovanje o kandidatu za člana Državnega sveta Republike Slovenije in predstavnikih občine Kamnik v volilno telo volilne enote se bo začelo čez 5 minut. Predlagam še naslednji sklep. Glasovanje bo potekalo od 5
5 in 11 minut, pa zaokrožimo na 17 in 10 minut, pa do 17:25. Glasujemo o predlaganem. Glasovanje poteka. Glasovalo 23, za 23. Ugotavljam, da je sklep sprejet, točka zaključena, zato bomo prešli na drugo točko dnevnega reda, na četrto točko dnevnega reda. 17:10 se bo pričelo glasovanje. V času tajnega glasovanja po 57. členu Poslovnika občinskega sveta občine Kamnik v prostor nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri izvedbi glasovanja. Zato prosim, da tisti, ki ne glasujete za čas tajnega glasovanja, zapustite prostor. Predsednika in pa člana volilnega odbora pa prosim, da prevzamejo glasovnice, volilna imenika in volilni skrinjici ter izvedejo volitve. Nadaljujemo s prekinjeno sejo. Pričenjamo s 5. točko, poročilo volilnega odbora. Najprej bomo slišali poročilo za volitve kandidata za člana Državnega zbora Republike Slovenije. Prosim predsednika volilnega odbora, da nas seznani z rezultatom. Lep pozdrav še enkrat, mi smo končali svoje delo in pač pripravili zapisnik. Vam ga bom kar prebral. Zapisnik o delu volilnega odbora pri ugotavljanju izidov volitev za kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in izida volitev predstavnikov, v bistvu to prvo za kandidata za člana Državnega sveta. Volilni odbor v sestavi Jože Korošec, predsednik, Edi Srujovič in Nives Matjan člana. Delo je zaključil ob 17:26. In sicer pod prvo točko ugotavljanju izida volitev za kandidata za člana Državnega sveta. Ugotovil je, da je v volilni imenik vpisanih 29 članov občinskega sveta, neuporabnih glasovnic je bilo 6 neuporabljenih, po volilnem imeniku je glasovalo 23 članov občinskega sveta. Volilni odbor je seveda odprl skrinjico, po končanju razvrščanja je preštel glasovnice, izločil neveljavne glasovnice ter ugotovil število glasov za posameznega kandidata. Neveljavnih glasovnic je bilo nič, ni bilo. Kandidat je prejel naslednje število glasov in sicer po številko 1, edini kandidat Matej Slapar je prejel 23 glasov, skupaj je vdanih 23 glasov, skupaj je vdanih glasovnic 23 in tudi moje čestitke. Po tej ugotovitvi je volilni odbor vložil posebno ovojnico veljavne glasovnice in sicer volilni odbor je kasneje tudi ugotovil, da je v skladu s 16. členom sklepa o določitvi kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in volitvah predstavnikov občine Kamnik v volilno telo, v bistvu to je že po naslednja točka, določen Matej Slapar. Kot kandidat za člana Državnega zbora določen Matej Slapar. Hvala lepa. Matej, iskrene čestitke. Jaz srčno upam, da tebi oziroma nam vsem skupaj uspe, da bo tvoja kandidatura uspešna in da Kamnik po dolgih letih dobi svojega predstavnika v Državnem svetu. Predlagam, da še sprejmemo sklep o predstavniku kandidature. Funkcija predstavnika je komuniciranje z Državno volilno komisijo v postopku volitev. Predstavnik kandidature je lahko elektor, ne sme pa biti kandidat za člana Državnega sveta Republike Slovenije. Sam predlagam, da se na to mesto imenuje Matej Tonin in predlagam naslednji sklep. Predstavnik kandidature je magister Matej Tonin. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovanje je zaključeno, glasovalo je 23 svetnikov, vsi za. Sedaj pa prosim, da predsednik volilne komisije poda še poročilo predsednika volilnega odbora, da nas seznani še z izidom volitev za predstavnike oziroma elektorje občine Kamnik v volilno telo volilne enote. Hvala za besedo. Volilni odbor v isti sestavi kot pri prejšnjem sklepu je tudi po drugo točko ugotavljal izide volitev predstavnikov elektorjev občine Kamnik v volilno telo
volilne enote. In sicer ugotovil je, da je v volilni imenik vpisanih 29 članov občinskega sveta, neuporabljenih glasovnic je bilo 6, po volilnem imeniku je glasovalo 23 članov občinskega sveta. Neveljavnih glasovnic ni bilo, se pravi, je bilo nič. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: Mateja Gradišek 22, Damjan Hančič 21, Nina Irt 21, Lara Jemec 21, Mojca Jončeska Malovrh 5, Roman Maligoj 4, Marija Palma 1, Bogdan Pogačar 19, Irena Pučnik 1 glas, Matej Tonin 21 glasov. Skupaj oddanih veljavnih glasovnic je bilo 23, skupaj oddanih glasovnic 23. Volilni odbor je ugotovil, da se v skladu s 17. členom sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta in volitvah predstavnikov občine Kamnik v volilno telo volilne enote, številka 02101/73 poševnica 97, v volilno telo volilne enote številka 2 izvoljeni naslednji predstavniki elektorji. In sicer pod 1 Mateja Gradišek, 2 Damjan Hančič, 3 Nina Irt, 4 Lara Jemec, 5 Matej Tonin in 6 Bogdan Pogačar. Predsednik volilnega odbora bo, seveda sem razglasil izid glasovanja na tej seji, tako da mislim, da je stvar končana. Med delom od volilnega odbora se ni zgodila nobena nepravilnost. Volilni odbor je končal delo in pri ugotavljanju izidov ob 17:45. To je pa to. Hvala lepa tudi za to poročilo. Čestitke tudi vsem izvoljenim elektorjem. Verjamem, da boste zaupano vam dolžnost opravili tako, kot je treba. Predlagam pa, da sprejmemo še sklep o predstavniku občinskega sveta, ki bo imel takšno funkcijo kot v prvem primeru pri predstavniku kandidature. Zato tudi tukaj predlagam magistra Mateja Tonina. Predlagam naslednji sklep: predstavnik občinskega sveta občine Kamnik je magister Matej Tonin. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 23 svetnikov, vsi za, s tem ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, s tem pa tudi današnji volilni zbor. Vsem se zahvaljujem za udeležbo in vam želim srečno pot domov. Hvala.